Drage gledalke in gledalci, po nesrečni pandemiji so po svetu poskušali najti različne rešitve glede obhajanja zakramentov, zlasti glede svetega obhajila. Nekateri predlogi so bili res nizkotni. Tako so na primer v Italiji predlagali, da bi bile v cerkvi pripravljene plastične vrečke za prejemanje svetega obhajila. K sreči je bil to samo predlog. Cerkev se je jasno oglasila, da kaj takega pa ne gre. Kardinal Robert Sarah, prefekt Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov, je rekel: Ne, to je popolnoma nemogoče. Boga smo dolžni spoštovati, ne smemo ga dati v vrečko. Ne vem, komu je prišla na misel ta neumnost. Odvzem Evharistije je gotovo bolečina, vendar se ni mogoče pogajati o načinu prejemanja obhajila. Obhajilo moramo prejeti dostojanstveno, vredno Boga, ki prihaja k nam. Evharistijo moramo obhajati z vero. Ne smemo ravnati z njo kakor s praznim predmetom, saj nismo v supermarketu. Kardinal Sarah tudi lepo pojasni: Evharistija tudi ni ne pravica in ne dolžnost. Je dar, ki ga zastonj prejemamo od Boga in ga moramo sprejemati s češčenjem in ljubeznijo. Gospod je oseba. Nihče ne bi sprejel osebe, ki jo ljubi, v vrečki ali kakorkoli drugače nevredno. Na odvzem Evharistije ne moremo odgovoriti s skrunitvijo. Resnično gre za vprašanje vere. Če verujemo, ne moremo za Evharistijo ravnati nevredno. Tako je pred nekaj tedni rekel kardinal Sarah. Ja, Evharistija ni tržno blago. Evharistija je prisotnost Jezusa kot Boga, je živi Bog z nami. Približno 2 meseca po veliki noči, natančneje na četrtek po nedelji svete Trojice, obhajamo praznik svetega rešnega telesa in krvi, ko se te skrivnosti posebej spominjamo. Marsikje pa se to praznovanje z četrtkovega praznika prenese na nedeljo, ki mu sledi. Tako so nekateri obhajali telovsko procesijo na četrtek, nekateri pa na nedeljo. Skratka, to praznovanje je namenjeno Jezusovi skrivnostni prisotnosti pod podobo kruha in vina. Letošnje praznovanje praznika svetega rešnega telesa in krvi je potekalo ob 10-letnici slovenskega evharističnega kongresa, ki je bil 13. junija 2010 v Celju. To je bil prvi evharistični kongres v samostojni Sloveniji. Takrat se nas je na stadionu Arena Petrol v Celju in v bližnji rokometni dvorani ter na ploščadi zbralo zelo veliko vernikov iz vse Slovenije. Nekateri ocenjujejo, da približno 32 tisoč. Nekaj podrobnejših številk glede takratne udeležbe je sledečih. Sodelovalo je 1300 pevcev, čez 720 duhovnikov, več 100 ministrantov, čez 600 mladih, od katerih je večina prebedela noč v molitvi v bližnji cerkvi Svetega Duha. Prisotni so bili tudi skavti, 400 otrok starši iz 17 katoliških vrtcev in končno škofovski zbor s kardinalom Tarčisijem Bertonejem na čelu. Takrat je bil prisoten in je vernike nagovoril tudi Pedro Opeka, svetovno znani misionar slovenskega rodu. Prisotni so bili tudi predstavniki političnega življenja, ki so v Božje roke izročali prihodnost našega naroda, vendar moramo priznati, da še zdaleč ne vsi. V drugih državah bi takšen kongres politiki vzeli še bolj resno. No, namen evharističnih kongresov je javno češčenje najsvetejšega zakramenta, poživitev vere naroda in pričevanje pred svetom, da smo še katoliški, da smo še verni. In konec koncev prošnja pred Bogom za ves narod, za vse državljane, tudi za tiste drugače misleče in za tiste, ki ne verujejo, da bi živeli med seboj v slogi in miru, pod okriljem Božjega blagoslova, pa tudi Marijinega varstva, saj je bila tam tudi podoba Marije Pomagaj z Brezij.
Evharistični kongres naj bi nas, speče vernike, prebudil k globljemu dojemanju svete maše, k novi evangelizaciji in konec koncev k solidarnosti. Tajnik papeškega odbora za mednarodne evharistične kongrese, pater Bokardi, je dejal, da je ta kongres potrdil globoko vero Slovencev. Evharistični kongres pred 10 leti je bil pomemben tudi zato, ker je bil takrat za blaženega razglašen naš mladi mučenec Alojzij Grozde, ki je bil mučen in umorjen med drugo svetovno vojno iz sovraštva do vere. Kdo bi razumel to takratno slovensko razklanost, ki še do danes ni povsem ozdravljena? Blaženi Alojzij Grozde nam je vzor pokončnega pričevanja za Jezusa, saj je bil v urah zasliševanja, zastraševanja in mučenja pokončen in neustrašen. Prepričan sem, da je notranjo moč za vse to prejel ravno pri Jezusu. Nekdo je tako posrečno rekel, da v času mučenja ni bil sam, ker je bil Bog z njim. Blaženi Alojzij Grozde nam je tudi velik zgled glede češčenja svetega rešnega telesa. Držal se je namreč svojega življenjskega gesla: Evharistija, sonce mojega življenja. Kot dijak je rad hodil v kapelo molit. Rad je hodil k sveti maši in k svetemu obhajilu. Svetega obhajila takrat ljudje še niso prejemali tako pogosto. Še na dan, ko so ga prijeli in mučili, 1. januarja 1943, je bil spotoma, ko je iz Ljubljane šel proti domu na Dolenjsko na obisk, v stični zjutraj še pri sveti spovedi, saj je bil ravno prvi petek, in pri svetem obhajilu. Drage gledalke in gledalci, naj nam bo spomin na evharistični kongres res živo pred očmi. Naj poživi našo evharistično vero. Smo v mesecu juniju, ko častimo Jezusovo usmiljeno srce. Evharistija je zelo povezana z Jezusovim srcem, saj nam približa in ponavzoči to, kar se je dogajalo na Kalvariji. Jezusa na križu in njegovo prebudeno srce. V juniju zadnja desetletja obhajamo pobožnost vrtnic v čast Jezusovemu srcu. Pater Anton Nadrah je letos zbral skupaj vrtnice o tem, kako so Evharistijo doživljali svetniki. Med drugim poudarjajo ne samo udeležbo pri sveti maši, pač pa tudi pomen priprave na sveto daritev. O, da bi v sebi gojili hrepenenje po Jezusu, ki je o sebi rekel: Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Zato vas vabim, da bi tako celotno sveto mašo kot trenutek svetega obhajila doživljali kot velik dar Božje ljubezni, kot je bilo tudi geslo evharističnega kongresa: Božji dar za življenje. Naj blaženi Alojzij Grozde in vsi evharistični svetniki pri Bogu prosijo za nas in naj nas spremlja tudi spomin na evharistični kongres.